Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je Dejan Perendas, sem predsednik Zveze nevladnih organizacij na področju drog in njihove prave. Zelo na hitro bom šel skozi to prezentacijo, zaradi tega, ker je to, ko vse tukaj, da predvidevamo, da vas bolj zanima tale izmenjava izkušenj in mnenj vezano z oljem, konopljem, kar se tiče definitivno uporabe konoplje v medicinske namene. To je predstavitev, jaz sem namreč človek, ki je znotraj sistema, zaposlen sem na Ministrstvu za infrastrukturo kot direktor Nacionalnega centra za vodenje prometa in popoldan imam pa funkcijo aktivista, ki postaja vse daljša in daljša in je seveda neplačana. Zelo na hitro zato, da vemo, o čem se pogovarjamo, ta slajd sem uporabil zaradi tega, ker tudi uradniki na Ministrstvu na zdravstvo ne vejo, kakšna je razlika med cvetom konoplje in pa konopljo kot rastlino. Zato, da vemo, o čem se pogovarjamo, predstavljajte si vse tole v glavi, ampak jaz verjamem, da večina vas ve bolj kot oni, zakaj se gre. Tole je pa trenutno stanje v Sloveniji. V Sloveniji je približno 200 000 ljudi, ki uporablja redno ali pa občasno konopljo. To, kar je zanimivo, je druga zadeva, da je 80% vseh bolnikov z avtoimunimi boleznimi in z rakom uporablja olje. To je tisti podatek, ki je bil alarmanten za zdravniško zbornico, da se aktivira in da zaprosi Ministrstvo za zdravje, naj pripravi se potrebno, da bi se legaliziralo, oziroma da bi počasi lahko uporabniki prišli do konoplje in pa derivatov tudi v lekarnah in da ne bi bili odvisni od črnega trga. Mi smo v zadnjih letih imeli pa 86 000 prekrškov v Sloveniji in 40 000 hišnih preiskav. To je pa tisto, kar je najbolj alarmantno. Mogoče, da umestimo Slovenijo v ta evropski prostor, sodimo dejansko v sredino, zgornji del sredine. Nad nami je recimo na vrhu je Češka, ki ima 9%, mi smo nekje okrog 4% prebivalstva, ki kadi in uporablja konopljo. Na samem vrhu svetovno je pa Islandija z 19%. Mogoče za vse nas, ki kupujete konopljo, smo naredili tudi to hitro preglednico cen, zato da če se že pogovarjate z črnim trgom, približno veste, kateri so tisti robni pogoji, ko kupujete travo, konopljo, ko kupujete hašiš, olje in pa definitivno so tudi vprašanja, ki jih morate postavljati in to so ti odstotki, kar se kanabinoidov. Spodnje je zelo zanimivo zaradi tega, ker raste število bolnikov, ki sami imajo lastno proizvodnjo. Črni trg pokriva 50 in ta pada. Torej, to je ta slajd, ki ga niste videli, jaz se opravičujem, ker nisem gledal nazaj. To približno govori o tem, kakšne so oportunitetni stroški te države in civilne družbe, ko govorimo o pregonu uporabnikov in pa tisti, ki skrbijo za samooskrbo in samozdravljenje. Še enkrat, to je ta preglednica cen za nekoga, ki ga zanima, če mislite posnet, lahko pa jaz mislim, da ne bo problemov niti za prezentacijo, da je dobil na naših internetnih straneh, pa lahko to potegnejo dol. Podatek je ta zadnji, najbolj zanimiv, in to je, da raste število tistih, ki skrbijo za samooskrbo in pa pada črni trg. To je študija, o katerem sem govoril, to je angleška študija, v kateri je sodelovalo 320 zdravnikov in drugih strokovnjakov z tega področja. Ključno vprašanje so bila tista, ki jih izpostavlja informacija o škodljivosti konoplje in pravzaprav na vseh 6 vprašanj so dali negativen odgovor. Niso najdli tistih negativnih elementov, zakaj je vojna proti konoplju še traja. Čeprav to drži sploh za vojno proti drogam v generalu. Da bomo razkakali, to je mogoče ena taka zanimiva zadeva. Jugoslavija je leta
33 farmakopeje dobili za bivih vseh zdravnikov imela konopljo, in sicer indiko, za potrebe bolnikov, ki imajo težave bodi si z zobmi, z stalnimi bolečinami ali pa z anksioznostjo. Predpisovali so po 2 gramov na dan, 4-krat po 0,5 gramov. Ta zadeva je seveda zginila iz naše farmakopeje, ampak tale nikoli bila ukinjena. To so zadeve, zaradi katerega smo tukaj. Te stvari nočemo več v Sloveniji, da policija hodi ljudem po domovih in išče, ali imajo konopljo, ali imajo volje, ali se zdravijo in tole zasežejo. Zato smo ustanovili tudi zvezo, da pomaga, da ozavešča, da se pogovarja tudi z inštitucijami od znotraj in da spremenimo zakonodajo na tem področju. Še en primer. Evo, to je zanimiv primer iz septembra 2016, ki kaže, da se dogaja sprememba tudi v glavah sodnikov in tožilcev. Primer enega pacienta, ki je dejansko uporabljal konopljo in olje, ampak je ugotovil, da enostavno glede na svoje prihodke ne more nikakor kupovati več olja in je začel z samozdravljenjem z vzgojem trave, na kar so mu to vzeli in dejansko so ga na sodišču, zahvaljujoč iniciativi zdravnika, ne morem reči oprostili, ampak pravzaprav je tožilstvo umaknilo obtožbo. No, zaradi vsega tega je prišlo do te iniciative tudi zdravniške zbornice, politike, da se neki, pa tudi nas aktivistov, ker smo dalj časa tle prisotni, da se zadeva premakne. Na odboru za zdravstvo je zahtevano od Ministrstva za zdravje, da pripravi vse potrebne zakonski okvir za to, da lahko pridete sivi do ekstrakta, do smole ali pa cveta konoplje v lekarnah. Ministrstvo za zdravje je dalo uredbo van, ki je v absolutnem nasprotju z tem, kar je zahteval zbor. Mi smo opozarjali, da je konoplja edina rastlina, ki je dejansko v tej klasifikaciji za droge. V tem smo unikum na svetu. Čeprav konvencija govori o kontroliranih učinkovinah, ona govori o control substances. Tako da rastlina absolutno nima kaj početi, ker tudi ni makanota, ni kaktusov, ni gobic in tako naprej. In seveda tega niso naredili, tako da tukaj, če je kdo z Ministrstva za zdravje, čestitamo. To je pa zelo zanimivo. Pogledate, kaj se dogaja na internetu, če googlate in postavite trende za pojme, kot so hemp, cannabis, olje in pa zdravila na osnovi. Jaz bi zelo hitro šel tle skozi, ker tole predvsem kaže, da je en skok nastal, velik skok je nastal leta 2007 v Sloveniji. Če pogledamo v Srbiji nekoliko kasneje, mislim, da je tukaj prišlo tudi do intenzivnejšega povezovanja aktivistov na Balkanu. Tukaj so precej pomagali tudi ljudje, kot je Rik, kot je Božo. Jaz sem se vključil malce kasneje v to zgodbo. Tukaj kaže tudi, kaj se dogaja z zanimanjem za konopljeno olje, ki je začelo nekoliko prej, in pa smolo, ali pa olje od konopljene. To ne razlikuje na knjige ta distinkcija. Zdaj pa mogoče najzanimivejši slajd, da bom priskočil teh nekaj, je tale. Mi imamo na trgu nekaj zdravil, ki uporabljajo bodisi sintetične THC ali pa kombinacijo naravnega THC-a in CBD-a v razmerju 1:1, kot je recimo Sativex, Bedrocan ima take. Dronabinol pa Marinol so prisotni dalj časa na tem trgu. Ampak pogledajte, kako pada počasi zanimanje za zdravila in kako raste zanimanje za uporabo konoplje v medicinske namene. To je, verjamem, za farmacijo alarmanten podatek. Zdaj, tukaj jaz zelo hitro bom šel, ker tole je ena predstavitev, ki sem imel par tednov nazaj na svetovnem kongresu in srečanju sejmu v Pragi, o tem, da je to populacija, ki vse posod, kar se legalizira konoplja,
predstavlja tisto magično rast. In govorimo o populaciji od 50. leta naprej, ne samo o starostnikih. To je zadeva, ki se dogaja v Ameriki, v Koloradu, zdaj tudi v Kaliforniji in drugih državah. In jo poznamo tudi v Evropi od leta 2001, ko so legalizirali uporabo oziroma dekriminalizirali uporabo vseh drog na Portugalskem. To so najpogostejše tegobe starostnikov. Mislim, da se vsak starostnik lahko prepozna v kakšni od teh ali pa v koktelu teh tegob. Ampak na vse, to je pomembno, na vse te bolezni, vse te motnje, konoplja je doslej pokazala neverjetno dobre rezultate. Ja. Mogoče pridem do enega zanimivega podatka in tole, da je 60% vseh zdravil, ki se porabijo v domovih za ostarele, predstavljajo protibolečinske tablete in antidepresivi. Če dodamo še tiste tablete pa zdravila, ki jih uporabljajo zaradi motenj spalca, pridemo na 80%. In pri vseh teh treh je ekstremno uporabna konoplja in jo starostniki v Ameriki že uporabljajo. Čisto da vam povem en podatek je, da je en povprečen zdravnik v Koloradu izda 8 do 10 tisoč receptov manj letno za ta zdravila, zaradi tega, ker oni uporabljajo konopljo. Mogoče zdaj, da pridem do To je recimo, da je en možen scenarij, na kak način bi lahko prišli počasi do tega, da v domove pridemo z konopljo in reintegriramo vse te starejše nazaj v družbo. Ker depresija v teh domovih je posledica tudi tega, da večina starostnikov ima občutek, da so nekoristni za družbo, da so odvisni od drugih. In to je ena od možnosti, ki je, da aktivisti pomagajo njim, da vzgojijo svojo sorto konoplje, da jim pomagajo tudi pri izdelavi olja. Na ta način bi se ta tako imenovani črni trg integriral nazaj in najlepše pri vsej te zadeve je to, da bi mi integrirali nazaj starostnike v družbo. Mogoče zdaj bomo skočili na zadnji slajd in bo povedal ena zanimiva zadeva, ki smo ugotovili pred kratkim, je to, da obstajajo dve skupini starostnikov na dveh koncih Slovenije, ki dejansko gojijo konopljo, izdelujejo olje in si to po enem zadružniškem sistemu delijo glede na konkretne potrebe. To je tisto, kar po mojem oceni kaže na to, da bo sprememba na tem področju dejansko prišla, ko se bojo starostniki vključili in dejansko prišli z dežnikom in udarili po tintarek kakšnega uradnika ali pa politika in bojo rekli, da mi že mir. Če govorimo o religioznosti, lahko uporabijo tudi Biblijo, ne bomo imeli nič proti, najklop, ne. Tako da, jaz mislim, da je prišel čas, ko enostavno starostniki vzamejo življenje in prihodnosti, koliko še imajo v svoje roke. Najlepša hvala.